Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo najprej ustavili v Zasavju, od koder prihaja kmetica leta 2012. Zveza kmetic Slovenije je namreč letošnje častno priznanje podelila Jožici Lokošek. Na strmem pobočju pred Zagorjem ob Savi v zaselku Strehovlje leži kmetija Prorodež. Jožica in Slavko Lokošek sta se sem preselila iz okolice Laškega. Oba sta otroštvo preživela na kmetiji, tako sta tudi zase in svojo družino izbrala kmečko življenje. Pred 28 leti sta se odločila, da ob službi nadaljujeta delo sorodnikov. Naša kmetija je usmerjena ves čas v pridelavo mleka. Imamo pa tudi dopolnilno dejavnost, rejo kokoši nesnic. To pa zaradi tega, ker ne preživiš od same kmetije in je bilo treba posodobiti objekte, stroje nabaviti in neki vir dohodka je bilo treba, zato smo se tudi registrirali in je pač en dodaten dohodek na kmetiji, delo pa tudi. Koliko časa že imate to rejo nesnic? Ta reja kokoši nesnic je že tradicija dolgoletna, ampak nekoč prejšnji gospodarji so imeli to zadrugo, pa počasi smo se usmerili na lastno rejo in tudi zdaj sami proizvajamo in prodajamo. Lokoškovi obdelujejo 11 hektarjev strmih travnikov in pašnikov, imajo tudi nekaj gozda. Površine so majhne, površine so razdrobljene, nekaj je tudi v najemu in dosti ročnega dela je zraven. Pač moraš imeti in stroje in roke je treba obdelati in več časa ti vzame. Je pa res, da je ta hribovska mehanizacija dosti dražja, kakor pa neki po rovnem. Moraš ta prav traktor imeti, priključke ta prave, da to sploh speleš pa da lahko strojno kje narediš. Kakšen je pravzaprav vaš delovnik? Ja, zelo raznolik. Ni dan enak dnevu, to pa zaradi tega ne mislim zaradi opravil pri živalih, ampak vse ostale stvari si moraš pa razdeliti, razporediti, kaj ne rečem, spilegati, da en dan je prodaja, ta drug dan jo ni, en dan se pele mlek, drug dan se ne. In vedno je treba delati in z vremenom in z, kaj vem, kako si pač razvrstiš dela. Košna je, pa jo ni, samo živali so vsak dan je opravilo, pa gospodinstvo seveda. Dvakrat na teden se gospa Lokošek odpravi na tržnico v Trbovlje. Točni dan se začne na tržnici okrog 7 ure, mogoče malo prej. Končam pa, ko prodam. To je včasih 11, včasih 12, pa tudi že prej kdaj. Odvisno od strank, ki jih je, ne. Ste zadovoljni z njenimi izdelki? Seveda, ja. Pa z njeno prijaznostjo. Strašno prijazno, nasmejana zmerom, ne. Ostani pozdravljena, pa zdrava, ti želim čim več zdravja, pa da se še dolgo vidimo tlele. Zdaj se mečkam bolj poznamo, ko smo se velikrat že v društvih srečale, prej pa ne, zelo luštna je. Veliko pridelkov Lokoškovi prodajo tudi na domu. Ob tem gospa Jožica poprime za vsako opravilo na kmetiji. Pred več kot 20 leti je pustila službo in se posvetila zdaj že odraslima hčerki in sinu. Če živiš in delaš na kmetiji, rabiš kakšen trenutek zase. In ta trenutek sem jaz izkoristila na ta način, ker sem pač na to kmetijo preseljena in svojih nimam sorodnikov tukaj, vključila sem se v društvo. In ker sem se vključila v naše društvo, sem bila tudi tam dejavna in marsikaj smo počele, bilo je to izobraževanje, pa tudi minutke za sprostitev, kar jih ženska res potrebuje, če dela na kmetiji. Poleg tega je pa naše društvo kmetic iz Lake, na kratko povedan, vključeno še v Zvezo kmetic Slovenije. In ta zveza pa zopet priredi oziroma izvede več aktivnosti, ki jih lahko koristijo samo društva, ki so vključena v zvezo. To je pa cirka v celi Sloveniji nekje 80, mogoče še malo več društev. In ko ona neki priredi oziroma priprav, ne bo to kulinarične stvari, to so tekmovanja razna v kuhanju, v pečenju, so kmečke, ženske igre vsako leto, pa imamo
No, tudi ena izmed teh je vožnja, spretnostna vožnja s traktorjem in enoosno prikolico. In takrat, ko se pač nekaj priredi, iz vseh društv se vključimo. In iz našega društva sem pač zastopala za to spretnostno vožnjo in na tak način osvojila 2-krat zapored prvo mesto in 2 sta pokala. Prej je bilo nekaj priznanj za dušo, res, ne da zdaj to ne vem kakšno znanje, ampak te vleče naprej, sodeluješ. Pomembno gonilo napredka je v njihovi družini tudi Jožičin mož, Slavko. Ko sem jaz v službo hodil, je pač večji del dela bilo na njenih rokih. Kar se tiče strojem, sem jaz delal, se je pokosil, ona je pa spravila, pa vrihtala tudi je bilo sam za spraviti. Da tisti na traktor je vladala od kraja, zdaj pa že, zdaj so stroji malo boljši, ki so bili prej, Tako da vse je naredila. Skupaj sta prenovila kmetijo, jo opremila s sodobnimi stroji, obnovila hišo in gospodarska poslopja. Sem, kar sem, brez šole ne imaš kaj, ne vem, želiš si lahko, ampak osvojiti ne moreš. Za vsako stvar mora biti podlaga in jaz podlago za delo na kmetiji sem dobila doma z delom. Mene so naučili samo delati. In če imaš ti glavo na pravem mestu, pa še roke take, kot treba. Ma ja, vse se naučiš, vse moraš probati, lotiti se moraš. Ob vsem tem trudu, volji in pozitivni energiji pa gospo Jožico, njene društvene kolegice jo kličejo Jožca, odlikuje še skromnost. Jaz vem, da je mnogo kmetic bolj zaslužnih za to priznanje, ampak nažalost, če se kmečka ženska ne vključi v društvo in ta društvo ni vključeno v zvezo, sploh nima šanse, da kaj takega osvoji. In to se mi zdi napaka. Če vam čisto rečem, v Šmarju pri Jelšah so naredili tako prireditev, da, ne vem, jaz se nisem to predstavljala, angažirale so se ženske, lanskoletna zmagovalka, ta Javoršek Franska. Tak vzdušje, tako prireditev, to sam gledaš. Ampak lahko bi nastali na odri 80, bilo nas je 12. A je kaj čutnega, da sem pol jaz dobila? Od teh sem bila z največjimi pikami, drugače pa veliko bolj zaslužnih za to, ko jaz. Priznam, tako je. Da pa je naziv gotovo šel v prave roke, smo se med obiskom pri Lokoškovih prepričali tudi mi. Hitrim gibom in nasmehom kmetice leta je naša kamera komaj sledila. Kmetica leta pač ne more biti običajna gospa. Ponosen sem na to, marsikjer mi je čestital, ker sem tiste čestitke njej tudi domov nesel, še včeraj je bilo to moj bivši sodelavc. Zadovoljen, To je pa vse posod, pa marsikjer mi je že rekel, ko bi jaz imel tako ženo, ko imaš ti, bi bilo čisto drugače pri nas. Naša ekipa se je mudila tudi na tradicionalnem posvetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V bližnji prihodnosti se zbornici obetajo nekatere zakonske spremembe in znižanje finančnih sredstev za strokovne službe. Med udeleženci posveta smo zbrali nekaj mnenj o tem, kakšne bodo posledice omenjenih sprememb. Na posvetu so največ pozornosti namenili predstavitvi skupne kmetijske politike v naslednjem programskem obdobju od leta 2014 do 2020 in delovanja, predvsem pa financiranja javne kmetijske svetovalne službe, saj so se sredstva zanjo v zadnjih nekaj letih znatno zmanjšala. Po podatkih iz razprave vodja sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici magistra Mirana Nagliča, proračunska sredstva pokrivajo le še dobrih 60% ur dela za svetovalno kmetijsko službo. Neprimeren je tudi način financiranja, po katerem so kmetijsko-gozdarski zavodi za delovanje svetovalnih služb prejeli plačilo za delo v letošnjem letu šele septembra. Te vsebine dela naj bi šle oziroma bodo šle predvsem v smeri večjih strokovnih storitev za uporabnike. Tudi se strani naših članov, uporabnikov teh storitev, v zadnjih letih slišimo pobude, da bi bilo potrebno javno kmetijsko svetovalno službo zopet vrniti v tisti stari čas, ko je javna služba kmetijskega svetovanja dejansko poglavitno delo opravljala na področju tehnološkega svetovanja in izboljšanja tehnologij.
Načrtovane spremembe gredo v dveh smerih. Prvo je ta kratkoročni vidik spremembe zaradi sprememb proračuna, zaradi rezov v proračun, kjer se zmanjšujejo sredstva za kmetijsko svetovalno službo in bomo temu primerno morali tudi prilagoditi naše delovanje. Ali bo to pomenilo zmanjšanje števila svetovalcev, ali bo to pomenilo zmanjšanje števila izpostav, zmanjšanje uslug kmetom. To bomo pač videli, ko bo slika popolna. In tukaj lahko nastane nekaj težav. Drug vidik, kjer je pa nam načeloma lahko predstavlja neki izziv, je pa nova kmetijska politika v to programsko obdobje 2014-2020. Predlagamo, da bi tudi za svetovalno službo bila sredstva financirana na osnovi 12 do tistega časa, ko ne bo sprejet program dela zbornice. Do sedaj vemo, da je zbornica morala najemati kredite, bodoče bi ta problem bil rešen. Druga velika sprememba pa gre v to smer, da bi poslej bili obvezni člani Kmetijsko-gozdarske zbornice tisti, ki imajo tudi registrirana kmetijska gospodarstva. Koliko se bo zaradi zmanjšanja članarine prihodek zmanjšal zbornice? To seveda ni edini prihodek, a ne? Potrebno je poudariti, da je zbornični prispevek namenjen za delovanje organov zbornice. Se pravi, to ni prispevek, ki bi bil, in to niso sredstva, ki bi bila namenjena za delovanje svetovalne službe. Svetovalno službo posebej plača ministrstvo iz svojega integralnega proračuna, gre pa za sredstva, ki so namenjena za delovanje zborničnega sistema. Glede priprave novega zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici smo na zbornici v teh osnutkih sodelovali in smo nekako prišli do enega skupnega razmišljanja tudi v tekstu, da bi te spremembe, znižanje članstva tam do 30 000 pomenilo za zbornico v tem trenutku niti ne tako velik izpad, glede na to, da so to člani, ki imajo manjše kmetije, se pravi, ki so po površinah imajo malo zemlje, hkrati pa tudi zdaj prispevajo majhen članski delež. Kot zunanji opazovalec, ko že dolga leta opazujem situacijo, bi rekel, da ne bi smela država iti stran od tega obveznega članstva v zbornico, ker rečimo, v čim greš ti stran od obveznega članstva, če v glavnem vse skupine avtomatizirajo. To pomeni, da postanejo nepomembne, nevažne v družbi in v glavnem vpliv kmetijstva je bistveno zmanjšan, rečimo, v čim ena močna zbornica ne eksistira več. Posvet je zmeraj tudi priložnost za pregled uspešnosti znotraj kmetijskih panog. Ker prihajam z Dravsko-Ptujskega polja, bi rekel, pri nas se je pojavilo par primernih kmetij, ki so nekako, kaj se tiče opremljenosti, dobro. Drugi, večji del kmetij, manjših kmetij, so pa opremljenosti zelo slabe. Kaj se tiče nasplošne mehanizacije in tudi nasplošno, kaj se tiče sama izgradnja hlevov. Te kmetije niso imele možnosti, da bi hleve nekako dogrevale, te so zaostale in tudi te kmetij je na našem koncu večina. Glede na to, kar se govori in kako zadeve potekajo, v bistvu kaže na to, da vedno bolj oziroma je predvideno varčevanje na vseh možnih krajih in načine, kar v bistvu pomeni striktno res precej sredstev, ker kot predstavnik rejcev vidimo probleme predvsej pri rezanju sredstev za izvedbo mlečnih kontrol in ostalega svetovanja na kmetijah. Zdaj govorimo o govedorejskih kmetijah, kar v bistvu pomeni predvsej verjetnosti, da se bodo stvari poslabšale pri izvedbi tega kakovosti in pa tudi pri uporabi teh podatkov. Vemo, da vsi tisti sadjarji, ki v zadnjih letih niso intenzivno vlagali v obnove sadovnjakov z napravo protitočne mreže, mislim, da bodo počasi mogli počakati, da se jim sadovnjaki zamortizirajo in da bojo končali s to pridelavo.
Vsi ostali, ki so tudi v teh časih, ki niso bili najboljši za pridelavo, so pač poiskali vse vire za investiranje in lastne in proračunske, te bojo pa ostale. Prvo je seveda poslovna povezanost. Tukaj seveda ne bi mogel, še vedno ne bi mogel biti zadovoljen. Kaj se pa tega tiče, je pa tako. Zdaj kmetije, ki so malo večje, ki se poslužujejo investicijskega vzdrževanja, tukaj glih jaz nekakšnih velikih problemov ne vidim in ne pričakujem. Mogoče kaki del hleva ali kaj je potrebno prilagoditi, obnoviti, predvsem obnoviti, ker tukaj vemo, da so pač obnovitvena dela ves čas prisotna. Mogoče pa pri tistih manjših objektih zadeva, tam bo pa trebalo stvari korenito spremeniti in tukaj vidim veliko delo za svetovalne službe. Prihajam iz osrednje Slovenske, me velikokrat moti, saj v ljubljanski območni enoti ni problemov, ker ste itak v centru, imate vse na roki, pa resnično ni tako. Mogoče, če lahko omenim en primer, suša, ki nas je letošnje leto pestila, ker spadamo v ta osrednji slovenski prostor, nas je ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje, določila, da v našem območju ni bilo suše, kar je zelo diskriminatorno. Zakaj? Ker ta območje, kjer spadam tudi sam, je hribovsko, kamnito, zemlje je malo in ta agencija je določila, da smo imeli v našem terenu območju zadostno število padavin oziroma struktura tal, da je takšna, ki zadržuje vodo, kar pa resnično ni res, ampak bi pa še dodal, ker smo osrednje Slovenska, smo pa še tle hendikepirani, ker smo v razvitem območju, in ko se prijavljamo na razne razpise za nepovratna sredstva, takoj izgubimo ogromno točk, ker smo v razvitem območju. V prihodnje bo manj sredstev tudi za spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. S turizmom na kmetiji se ukvarjajo na približno 1000 kmetijah. Približno 400 jih ima nastanitvene zmogljivosti, okoli 300 je izletniških kmetij, nekaj čez 100 pa je vinotočev. Najmanj turističnih kmetij je v osrednji Sloveniji. Jaz mislim, da tiste kmetije, ki resno mislijo s to dejavnostjo, se bojo tudi potrudile, da bojo v bistvu dosti hrane doma predelale in da bojo potem s to dejavnostjo lahko še naprej upravljale. Zdaj, tiste kmetije, ki pa v bistvu nemajo dosti lastne hrane doma, pa kar predvideva uredba, pač te kmetije se bojo mogle ne vem kako organizirati ali pa nekako drugače znajti. Kljub temu, da je stopnja samooskrbe na področju rastlinske proizvodnje najnižja prav v pridelavi zelenjave, zanimanje na kmetijah, ki imajo na voljo dovolj obdelovalnih površin, za to dejavnost počasi narašča. Proti pričakovanju so se seveda ljudje dostikrat zelo dobro odzivali in pripeljali smo zadeve do te mere, da smo recimo v svojih začetkih na Koroškem in na širšem celjskem območju vzpostavili takšne krožke, kjer se je srečevalo od 15 do 20 zainteresiranih pridelovalcev. In prvi rezultati so po 2 letih, kjer smo na Koroškem, recimo na širšem območju Slovenj Gradca, začeli s takšno skupino delati vidni, ko so se seveda na živinorejskih kmetijah, ki so za Koroško značilne, začeli ukvarjati s pridelavo zelenjave, pojavlja se pridelava špargljev, pojavlja se vzgoja sadik zelenjave, pojavile so se manjše pridelave zelenjadnic za lokalni trg, bodisi za javne ustanove, za tržnice, bodisi za tudi sodelovanje z nekimi manjšimi trgovinami in direktno prodajo na domu. Da je lahko kriza tudi poslovna priložnost, dokazujejo primeri uspešnih šolskih centrov, ki so se razvili iz nekdanjih kmetijskih šol. Še pravočasno so uspeli povezati praktična znanja z drugih področij, ne le z kmetijskega, denimo živilske, gostinske, turistične ponudbe in jo nadgraditi z menedžerskimi in komercialnimi znanji.
s konzorcijo biotehniških šol, pa tudi na naši šoli smo s svojo reformo kmetijskega izobraževanja napravili tako rekoč glavni cilj biti zaposljiv na področju pridelave hrane, na področju oblikovanja okolja, zdravega načina življenja na podeželju in tudi ne samo na podeželju, tudi v mestih. In v tem smislu vidimo v bodočnosti seveda tudi močno sodelovanje kmetijsko-svetovalne službe. Še posebej pa v tistem delu, kjer smo bili v preteklosti, v teh 20 letih po demokraciji najbolj šibki. Povezovanju v smislu odgovora globalnim pritiskom trgovcev, ki prodajajo hrano, ki je na nek način zasedel naš trg. Prav zaradi tega naš kmet ni mogel prodati tako, kot bi se spodobilo, ker ni bil organiziran. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pa sta tudi letos pripravila tradicionalne Lombergarjeve dneve s 3 strokovnimi posveti. Poljedelcem, vinogradnikom in sadjarjem so domači in tuji strokovnjaki predstavili strokovne novosti in razvijajoče sodobne tehnologije. Na tokratnih Lombergarjevih dnevih so spregovorili tudi o skupni evropski kmetijski politiki, ki prinaša številne varčevalne ukrepe. Kmetijska svetovalna služba glede na način financiranja in seveda na način delovanja ima vse manj možnosti in seveda to primanjkuje. To je povezano tudi z tem tržnim pristopom, predvsem pedagoško-raziskovalnih inštitucij, ki so temelj razvoja tega fundamentalnega znanja za svetovalno službo, ki je potem prenosnik tega znanja na kmetovo dvorišče. Trenutno poslovno stanje v tem sektorju, to se pravi v šolstvu, seveda je takšen, da se morajo boriti na trgu in seveda potem prihaja do tega, da nismo več partnerji na kmetovem dvorišču, temveč konkurenti. Prvi dan so namenili poljedelskim temam, ki se navezujejo tudi na živinorejo. Kmet bo tako ali tako mogel preživeti, ne samo vprašanje potem razvoja, ne, če ti nimaš denarja, nimaš možnosti razvoja in potem vprašanje, koliko bo mladih za nami se odločalo še več za kmetovanje. Tu je samo problem. Ta sektor, predvsem govedorejski, ki je najmočnejši v Sloveniji, dosega pravzaprav neko primerno stopnjo samooskrbe pri mesu in presega samooskrbo za 15 do 20% pri mleku. Imamo pa sektorje, ki pa je lastna samooskrba nič, naprimer niti litra belega rastlinskega olja, oljne ogrščice ali pa sončnic v Sloveniji ne pridelamo, smo 100% odvisni od uvoza, da ne govorimo o sladkorju ali pa majhnem deležu samooskrbe zelenjavo, ki je pri sveži zelenjavi naprimer 48%, če vso zelenjavo štejemo pa 38%, samo 20% ekoloških živil, ki jih ta trenutek Slovenci pojejo, pridelamo v Sloveniji, 80% uvozimo. Zveza pridelovalcev sladkorne pese se zavzema za ponovni zagon proizvodnje sladkorja v Ormožu. V ta namen so objavili tudi javni poziv strokovnim institucijam za izdelavo študije, s katero bi preučili možnosti za ponovno predelavo. Je kar velik izpad z prenehanjem delovanja tovarne. Smo bili deležni tudi na naši kmetiji in seveda zaradi prestrukturiranja v bistvu smo spet morali investirati nekaj na novo, izgubili pa smo tisto, kar je pa sedaj po nekaj letih ugotavljamo, to je kolobar. V strokovnih predavanjih so predstavili različne načine učinkovite rabe tal in tehnik obdelovanja ter okoljevarstvene ukrepe v kmetijstvu. Obdelava tal je strokovno področje, kateremu smo tudi pri svetovanju v zadnjem desetletju namenili v poljedelstvu premalo pozornosti, kljub temu, da je to verjetno najpomembnejši del poljedelstva skupaj z tlemi. Ta zelo močno vpliva na ekonomski položaj poljedelstva in
posebej na kakovost naravnih resursov, predvsem tal in vode. Rastline brez vode ne rastejo, da smo vse bolj priča daljšim sušnim obdobjem. To so prinesle seveda klimatske razmere, sicer nam tudi v zgodovini poljedelstva to ni tuje. No in ker so te zadeve čezdalje pogostejše, moramo dejansko prilagoditi pridelovalni sistem, moramo prilagoditi strukturo poljščin na njivah oziroma tudi ostalih posevkov nasadov in hkrati tudi prilagoditi kolobar. Moramo skozi naše dejavnosti poskrbeti, da bo ta vnos od živinskih gnojil, od namensko, to se pravi posejanih posevkov, to se pravi za podorine, potem za stirk in tako dalje, čezdalje večji, to se pravi na njivah. Der Landwirt hat immer versucht, nachhaltige Bodenbearbeitung zu realisieren. Das Problem ist, dass man immer nur kurzfristig gedacht hat und nicht längerfristig. Man muss in der nachhaltigen Bewirtschaftung den Bodendruck reduzieren, Maschinen auf größere Gewichte, auf größere Breiten verteilen. Wir müssen auch versuchen, mehr organische Masse in der Oberfläche zu belassen, damit die Böden tragfähiger werden und weniger Probleme bei Starkregen haben. Učinek toplogrednih plinov iz kmetijske dejavnosti v Sloveniji predstavlja dobrih 10%. Več kot polovica teh izpustov je posledica živinoreje. Na travinju je težje zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na liter prirejenega mleka ali mesa kot na njivah. Zakaj gre? Krma s travinja vsebuje veliko beljakovin. To pomeni, da je izkoristek dušika, ki ga vsebuje beljakovine, slab. Ta dušik se izloči v gnojevko in iz te gnojevke ali gnoja izhaja izpusti dušikovega oksida, ki je močen toplogredni plin. Po izsledkih dr. Verbiča pa rešitev za Slovenijo ni v povečevanju koruzne silaže, ki je že sedaj večinoma iz uvoza, temveč v izboljšanju kakovosti travinja. Na 5. vinogradniškem posvetu so se vinogradniki seznanili z novostmi pri zdravstvenem varstvu vinske trte. Fitosanitarna uprava je konec novembra vse 3 vinorodne dežele v Sloveniji razglasila za območja, ki jih ogroža zlata trsna rumenica. Tako bo v prihodnjem letu treba izvajati ukrepe proti ameriškemu škržatku v vseh slovenskih vinogradih. Za vinogradnike to pomeni konkretno, da bodo morali praviti dodatno škropljenje z sredstvi za zatiranje tega škodljivca v takoj po cvetenju vinske trte. Drugo zatiranje bodo pa pravili v času zatiranja tudi grozdni sokača z sredstvom, ki deluje na oba škodljivca. Koliko bo to recimo cenovno na hektar podražilo proizvodnjo? Koliko bo ta strošek? Ja, ti si najučinkovitejše sredstvo, ki pomeni tudi dodatno škropljenje, približno 40 € po hektarju. Ne glede na to, kakšno stanje je to predpisano tudi za naše območje? Vsekakor, ne glede na stanje, kaj opažamo, da populacija ameriškega škržatka je različna in da seveda v vinogradih, kjer se ne ukrepa proti njemu, eksponentno narašča. Seveda z eksponentnim naraščanjem tega škržatka tudi se povečuje tveganje, da se ta bolezen pojavi. Že nekaj let v Evropi in tudi pri nas strokovnjaki preizkušajo nove sorte vinske trte, ki so odpornejše proti sodobnim boleznim in škodljivcem. Na Mariborski fakulteti za kmetijstvo preizkušajo 7 tako imenovanih interspecifičnih sort. Najprej je pomembno, kako se te trte obnašajo v vinogradu, ali v naših klimatskih razmerah dovolj dobro prenašajo ta pritisk bolezni. Pri nas imamo namreč kar precej več padavin kot nekatere druge regije na svetu. In je pritisk bolezni nekoliko večji in nekatere sorte se tudi tukaj kažejo kot problematične. V drugi fazi pa preizkušamo kakovost vina. Ali je ta ustrezna, ali je podobna vitis viniferi, se pravi žlahni evropski vinski trti. In zopet nekatere sorte se kažejo, še imajo neke te ostanke genetsko
tega nekoliko divjega hibridnega vonja v sebi, ampak nekateri so pa že takšne, ki imajo zelo dobro kakovost. Verjetno bo potrebno še kakšnih par let preizkušanja, da bomo dobili dovolj dobre podatke tudi glede različnih letnikov, da bomo imeli vmes tudi slabe in dobre letnike, da ne bi kar nekaj na pamet sadili in potem letos so dolgotrajni oziroma trajni nasadi, sadimo trto za 30 let in ni vseeno, kaj posadimo. Vinogradništvo ima v slovenskem kmetijstvu ne toliko zaradi deleža prihodka, ta je 10-odstoten, temveč zaradi krajine in povezave s turizmom izredno vlogo. Čeprav je panoga že dalj časa v krizi, je njen potencial zelo velik. V prvi vrsti držimo kvaliteto in gledamo in delamo vse na tem, da še tudi dvigujemo. Vendar je težava v tem, da moraš nadpovprečno kvaliteto prodajati po povprečnih cenah. In če ti že to uspe po povprečni ceni in nadpovprečno kvaliteto prodati, nekako gre, ne. Veliko se je govorilo, da bo se treba bolj usmeriti v izvoz, prodati vino onkraj meje. Kakšno je vaše razmišljanje? Ja, se trudimo, da bi do tega prišlo, pa vendar, ker tu živimo ob avstrijski meji, vidimo, da avstrijski kupci so nekako nacionalno zavedni in se držijo svojih pridelovalcev. Tako da kljub temu, da imamo pri nas nižje cene, oni še vedno kupujejo svoje. Tega bi se morali tudi mi zavedati in posnemati njihove navade. Trenutno obdelujemo 625 hektarjev rodnih vinogradov, oziroma vseh rodnih in v obnovah. Naš vinorodni okoliš je znan predvsem po vertikalnih nasadih in terasastih nasadih, tako da imamo približno pol terasnih nasadov in pol vertikalnih nasadov na nagnjenih terenih. Kaj pa posodobitve? Koliko so vinogradi stari? Kdaj ste nazadnje še zasejevali nove vinograde? Mi v zadnjih letih kar veliko obnavljamo, tako da obnavljamo približno 20 do 30 hektarjev letno. Nasad je nekje po 25. letu začel padati v rodnost in jih je enostavno potrebno zamenjati. Kakšne sorte nove sadite? Sadimo vse sorte, ki so dovoljene v našem okolišu. Predvsem zadnje leta dajemo tudi prednost sorti šipon, ki pač smatramo kot našo avtohtono sorto. Drugače pa vse bele sorte in tudi rdeče sorte, predvsem modri pinot. Zdaj, ko sadite te nove vinograde, za kakšno obdelavo se odločate? Večinoma za vertikalno ali še vedno tudi ostajajo kje vinogradi na terasah? Kjer se da, to je predvsem do nagibov do 30%, sadimo vertikalne nasade, kjer pa so strmine večje, pa ostajajo terasaste sisteme. Za terase in nekatere druge trajnostne načine obdelave zemlje je v prihodnjem programskem obdobju skupne kmetijske politike predvidena denarna spodbuda. Prav tako bo spomladi prihodnje leto mogoče kandidirati za sredstva za obnovo kleti in opreme. Zadnji 2 leti smo imeli zaradi izjemnih vremenskih razmer, visokih temperatur, trgatve skoraj da 1 mesec prej in zato je bilo še kako pomembno, da je to grozdje čim prej in čim bolj hladno prišlo do predelave. Kar se pa kakovosti tiče, pa seveda izjemna ponudba, tako so naši vinarji lahko letos pridelali odlična vina za vsak dan in tudi tista izjemna vrhunska vina. In v dobrem letniku je žal pa seveda tudi veliko težav in ravno ugotavljamo kleti, ki niso primerno opremljene, ravno sistemi hlajenja, možnosti uravnavanja temperature. Tam je v letošnjem in tudi lanskem letniku kar nekaj več težav bilo in več pozornosti potrebno za donegovanje stabilnega vina. Sadjarstvo kljub številnim tehnološkim izboljšavam še zmeraj velja za delovno intenzivno kmetijsko panogo. Tehnološke napake pa se velikokrat pokažejo šele po spravilu pridelka v hladilnicah. Letošnjo letino ocenjujejo kot slabšo, pridelka je manj skoraj za polovico, vendar naj bi bila jabolka vsaj po prvih ocenah kakovostna. Glede na to, da imam že toliko izkušenj, vseeno mislim, da še v Sloveniji ni tistega pravega dolgoročnega, kam in kako bomo sadjarstvo
kje bomo prodajali, ali gremo na jug ali na sever, mi smo vedno tu vmes, med prostorom in tako da, ko zmanjka recimo v Avstriji določene sorte, prodajamo tja, ko zmanjka na Mađarskem, prodajamo tja, ko zmanjka v Hrvaškem, prodajamo tja. Vedno smo nekaj flikamo, po domače povedano. Sadjarstvo pa je lahko tudi nova priložnost na kmetiji. Mladi prevzemnik na kmetiji Nikolaj Janežič se je odločil za precej drzno spremembo in povsem preusmeril živinorejsko kmetijo v sadjarsko. Na približno 20 hektarjih velikem posestvu imajo še zmeraj travinja in polja, saj bodo jablane posajene na dobrih 6 hektarjih obrodile šele čez nekaj let. Problemov v sadjarstvu še niti toliko ne poznam, tako da bo se čez leta videlo, ali sem se odločil prav, ali mi niso imeli nič sadovnjakov prej. To sem se direktno odločil iz živinoreje v sadjarstvu. Bistveni problem je bil, da se v živinoreji ne bi imel kam širiti. Lege pa so dobre za sadovnjake in s tem lahko nekako izpopolnili kapaciteto kmetije, s katero bi se tudi dalo mogoče preživeti. Med najpomembnejše in strokovno zahtevnejše tehnološke ukrepe pa gotovo spada res v sadovnjaku. V Mariboru so se lotili strojne rezi s pripomočkom, ki še najbolj spominja na krožno žago. Stroj za takšno obrezovanje sicer ni tehnična novost. Domislili so se je pred kakšnimi 20 leti v Franciji, kjer so na ta način poskušali privarčevati. Ekonomski vidik strojne rezi pa se je izkazal za tehnološko učinkovitega. Njegove učinke v Mariboru preučujejo v povezanem projektu, ki ga na različnih sortah izvajajo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, specialisti Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda, ki prednosti take rezi preučujejo že zadnjih 6 let, in Sadjarskega centra v Gačniku. Tukaj seveda pa treba povedati, da je potrebno biti pozoren na te osnovne zakonitosti rezi, ki so znane. Tako da predvsem na čas rezi, ki je lahko različen glede na bujnost drevesa in sistem nasada, potem seveda na intenzivnost same rezi, torej kako široko krono bomo pustili, ali bomo šli na 60, 80 ali 100 cm debelo steno, in pa seveda tudi višina drevesa odigra tukaj pomembno vlogo. Tako da je kar precej stvari potrebno upoštevati za dobre rezultate, ki jih pričakujemo, seveda. Ročno delo je v strukturi stroškov največji strošek. Zdaj pa v bistvu pri obiranju se skoraj tega ne moremo nekako otresti tega stroška, lahko se ga pa pri izvajanju drugih pomotehničnih ukrepov. In seveda Francozi kot večji veleposestniki so pač bili prvi prisiljeni ekonomiko pridelave jabolk namizne kakovosti zaradi teh visokih stroškov standardizirati. In so njihovi inovatorji začeli z uvajanjem najprej strojne rezi. To izjemno veliko število rezin, ko stroj poreže v bistvu kot živo mejo, na nek način drevo šokira, seveda hormonsko stanje v takšnem drevesu se spremeni in ni odziva v tem smislu bujne rasti, ampak so prvi rezultati teh, se pravi same rasti, proti pričakovanju, da ni prebujno. Prebujne rasti kvečjemu kažejo izsledke, da bo potrebno marsikaj stimulirati. Torej, to pomeni, da bomo se v večini primerov morali odločiti za zimsko rez, ne za rezi tekom vegetacije. Na 8. Lombergarjevem sadjarskem posvetu so izkušnje predstavili tudi strokovnjaki iz tujine. Sadjarji so se seznanili z izkušnjami Tirolcev pri novostih v škropilnih tehnikah in z možnostmi kmetijskih zavarovanj v Avstriji. Vemo, da v zadnjih 10 letih nam je nekako sicer uspelo v sadjarstvu pokriti od 50 do 60% vseh intenzivnih nasadov jablan, vendar pa ni samo toča tisti problem, ki nam nekako sadjarjem greni življenje, ampak so seveda tudi druge neugodne vremenske razmere, predvsem, kot smo videli v letošnjem letu, zimske in spomladanske pozebe, suše in pa tudi moče.
Specialisti Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda pa so predstavili pomen pravočasnega in pravilnega škropljenja, predvsem v primeru za jablane najpogubnejšega škrlupa. Sadjarji so, lahko rečem, ob najbrž hmeljarjih eni najbolj izobraženih, kar zadeva uporabo fitofarmacevtskih sredstev kmetovalcev. Zakaj je tako? Vsaka napaka, ki jo napravijo, se pozna v izgubi pridelka, predvsem kvalitete pridelka, ne količine. In prav zaradi tega sadjar mora paziti, kdaj uporablja katere fungicide, kako meša recimo sredstva za varstvo rastlin z gnojili in seveda kdaj jih uporablja. Opažamo seveda trend, da večina sadjarjev uporablja fitofarmacevtska sredstva po noči, kar je v bistvu v skladu z dobro prakso varstva rastlin, takrat, ko ni zunaj koristnih organizmov, kot so čebele in pa drugi. Prav tako, kaj opažamo, da uporabljajo sredstva v skladu z navodili za uporabo. Sadjarji se lahko o podrobnostih ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi poučijo tudi na posebnem spletnem portalu, kjer informacije pod naslovom Fitoinfo pripravlja Fitosanitarna uprava Republike Slovenije. Pred koncem oddaje pa predstavljamo še kmetijo Doppler-Kopše z obrobja Slovenskih goric, na kateri vzreja bikov lisaste pasme uspešno zaokroža vinogradniško usmeritev kmetije. Kmetiji Doppler se je s kakovostnimi vini in enološkim znanjem uspelo prebiti na zahtevni francoski vinski trg. Vinogradništvo na približno 40 hektarjev velikem posestvu so zmeraj kombinirali živinorejo. Moj oče se je bavil za živinorejo in vinogradništvom 60 let. To je dolgo imel v svojih rokah. Potem po srednji šoli, ko sem končala ekonomsko šolo, sem nekako bila določena, da bom ostala doma na kmetiji. Tako sem delala doma 40 let. Jaz, moj brat in jaz. Imeli smo tudi vedno zaposlenega 1 do 2 delavca in tako se je kmetija razvijala. Delo si razdelite, si tudi pomagate. Kaj je še zmeraj pretežno vaša naloga pri hiši? Moja naloga zdaj pri teh 67 letih je, da kuham vsake dan za 8 do 10 ljudi. Potem dostikrat grem tudi po vnukice v vrtec in v šolo, tako da hčerki malo olajšam delo, da je ona lahko z delavci v vinogradu ali na terenu, tam, ko se danes more prodajati vino. Za vzrejo bikov so se odločili, ker imajo večino obdelovalne zemlje razen vinogradov v ravnini. Krmo za svoje živali tako pridelajo sami. V hlevu zmeraj redijo še nekaj prašičev. Nikoli nismo imeli mlekarc, zato ker to je skoraj nemogoče. Mi gremo zjutraj ob 7 v vinograd in smo do 6 vinogradov. Tako da tisti, kjer imajo krave dojilje oziroma te za mleko, jim vzame dosti več časa. Pri nas pa tega časa ni, ker gremo pač v vinograd. En delavec pa lahko potem vse uredi v hlevo, tako da nakrmi, počisti in potem ob 9 prije za nami v vinograd. Biki so v hlevu razporejeni po starosti, tudi zaradi lažjega transporta ob oddaji. Vedno smo imeli bike, ker nismo imeli svojih krav, smo vedno bike kupovali. Na terenu oče, potem ko očeta več ni bilo jaz, tako da smo te bike kupovali. Zdaj pa imamo pogodbo z eno privatno firmo iz Jurovskega dola. Oni nam bike odkupijo in pripeljejo male, to je iz Poljske, Češke, Romunije in potem je to kompenzacija, tako da eno z drugim kar vredo teče. Ob prevzemu kmetije se je odločila za izplačilo rente. Pred 8 leti sem dala vso kmetijo hčerki, ona je diplomirana agronom in tudi to, da super nadaljuje. Jaz si pač pomagam, koliko je možno. In zdaj ta mladi imajo tudi dosti večje možnosti, ali kaj zemcake, da se znajdejo, da grejo v Ljubljano na sejme, vinozemstvo na sejme, tako da bi pač lahko prodali to, kaj pridelamo v vinogradu. Šla sem v to rentno pokojitev, vsak vpraša, kaj to pomeni. Jaz sem prišla v najvišji razred, to pomeni, da imamo pač toliko zemlje, toliko vsega in sem prišla v najvišji razred
To pomeni, da imam 10 let 1000 evrov penzije in vsak se kar strese 1000 evrov. Samo po 10 letih bom pa jaz imela 190. Tako da si zdaj vsaki mesec pač dam 500 evrov stran, da ne bi bila na ramenih hčerke. Če slučajno prijem doma ali bilo kaj, da imam denar, da si lahko jaz z svojim denarjem, tukaj pa zdaj šparam, privoščim lahko dom. No in moj oče je imel pred 8 leti in pol ure pred smrtjo imel samo eno željo, kmetije ne zapraviti. In to me nekako vleče naprej, tako da bomo pač to vlekli, kako dolgo bo šlo. Upajmo, da si hčerka ne bo premislila. Tako da na kmetiji je lepo, pa tudi ne lepo, eno z drugim je pa kar v redu. Z vinogradi je zasajenih 9 hektarjev površin. Letno pridelajo od 40 do 50 tisoč litrov vina. Od nekdaj me je vino privlačilo, tako da sem se res bolj specializirala za vinarstvo. Na kmetiji imamo zaposlene 3 sodelavce, v bistvu, ki so socialno zavarovani kot kmetje, tako kot jaz. Ja, delamo v bistvu vse leto, 24 ur praktično na dan na kmetiji, ni nekega 8-urnika, ampak če je le mogoče, nekako želimo biti čez vikend doma. Vinogradništvo na strmih Slovenje-Goriških legah lahko prinaša tudi nenačrtovane velike stroške. To dokazuje plaz, ki jim je pogoltnil 60 arov nedavno urejenih in s trsi zasajenih površin. Kljub temu bodo s prenovo vinogradov nadaljevali. Zelo ponosna sem, da nam je v letošnjem letu uspelo izvoziti vino v Francijo, kar se mi zdi zelo skoraj neverjetno, ker je le Francija za mene svetovna velesila, ampak res sem ponosna na to. Uspelo jim je z muškatom Otonelom in hišnim vinom Efekt z vrstjo Modre Frankinje in Cvajgelta. Se mi zdi, da nekako so našli širš našega vina, zato ker je lažji od teh njihovih bordojcev, ampak nekako jih pa vseeno spominja na njih. Tako da tega vina se da precej več spiti kot pa kakšnega bordojca, ki ima 14-15 volumskih procentov alkohola. Največ pridelajo laškega rizlinga, tako kot vsi uspešni vinarji iz tega dela Slovenskih Goric pa prodajajo tudi vina drugih sort, penine in vina pozne trgatve. Toliko za danes v oddaji Ljudje in zemlja. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam. Do prihodnjič.